Sej vsi, podcast za starše. Če starši objavijo sliko otroka, razkrijejo njegov izgled. Videz je v bistvu siven podatek. Drug vidik je pa spoštovanje otroka. Sigurno ne boste 5-letnika samega spustili, da ga je hoditi po mestu ali pa ob cesti. Dragi starši, pozdravljeni in dobrodošli v podcastu Sej vsi. Tokrat se lotevamo vprašanja, s katerim se sooča marsikateri ali pa praktično vsak novopečeni starš, to je, kako postopoma uvajati naprave zasloni v življenja otrok, da bodo negativni vplivi čim manjši. Da bodo torej otroci tehnologijo skozi odraščanje lahko uporabljali na varen, odgovoren in zdrav način. Z nami je Marko Pušnar, sodelavec Sej vsi. Pozdravljen vnovič. Pozdravljena. Mlade mamice in očki so pogosto negotovi glede uporabe digitalnih vsebin pri dojenčkih oziroma malčkih. Navsezadnje v trgovinah z igračami prodajajo stolčke, vozičke, ležalnike, stojali za telefone in podobno. O tem smo že govorili v tem podcastu. In marsikdo lahko pomisli, da je to nekaj koristnega za otroka, da se bo bolje znašel v digitalnem svetu, če bo že zgodaj temu izpostavljen. Pa ni tako, kaj ne? Ne, daleč od tega. Če govorimo o otrocih od rojstva pa do, recimo tam nekaj drugega, tretjega razreda osnovne šole, se moramo vprašati, kaj otroci v resnici potrebujejo. In odgovor na to je, otroci ne potrebujejo digitalnih naprav oziroma naprav zasloni. Otroci potrebujejo starševsko ljubezen, potrebujejo starševsko toplino in pa to, da se nekdo z njimi ukvarja, se pravi starši, stari starši, bratje, sestre. Se pravi, da imajo pristni stik z osebami, predvsem s starši in pa potem z okoljem, da gredo lahko na travnik, potipajo travo, padejo v travo, recimo, če so manjši, igrajo nogomet na travi, grejo v gozd, potipajo liste, spoznavajo drevesa, na igrišču, oziroma lahko tudi, če je manjši otrok v dnevni sobi, da se igrajo z neko žogo, plišastim igračam in podobno. To je tisto, kar otroci potrebujejo. Vse ostalo, kar tudi industrija ponuja, so neke variante za, bom rekel, za zamotiti otroka, da starši to vidijo kot možnost, da zdaj pa imam jaz čas zase, pa za karkoli že dela, lahko je to pogovor, lahko je tudi delo za službo, recimo, ampak v resnici vse te instante rešitve otroku dejansko škodujejo. Sploh, če gre tukaj za naprave zasloni, ki jih aktivno uporabljajo, Recimo, če nek 5-letnik gleda, zanj primerno risam kot to načeloma, ne bi bil problem, če seveda v sklopu nekih meja, ampak recimo za 2-letnika pa je to problema, da zre v ta zaslona. In mogoče še eno zelo pomembno zadevo, nekateri starši, ki imajo 2-3-letnike, ki že sami znajo recimo osnovno uporabljati mobilni telefon v smislu, da si sami znajo zavrteti risanko na YouTubeu, naslednjo risanko ali kaj podobnega, pa mislijo, moj otrok je pa super, digitalno pismo, in so na to ponosni. V resnici, tak otrok, mobitel uporablja, ampak treba se zavedati, da uporabniški vmesniki so danes tako poenostavljeni, da jih lahko uporablja vsakdo. Ne rabiš biti ne vem kako, imeti neka huda znanja, vse je intuitivno navijeno, tako da vzameš v roke in v nekaj sekundah osnove že nekako dojameš in začneš uporabljati. Po drugi strani na to pa opozarjajo tudi naši slovenski pediatri, pa takšni otroci imajo težave z motoriko, z govorjenjem, recimo imajo problem ujeti žogo, prijeti žogo, nimajo globinske predstave in podobno. In pri svojem delu ugotavljajo, v bistvu prepoznajo take otroke takoj, ker dejansko zaostajajo v razvoju. In te sodobne naprave za najmlajše, govorimo od 0 do 2-3 let, absolutno niso priporočljive. Sploh v tem času, sploh do 2. leta, otrok ne bi imel stika z napravami zasloni. Ampak se tudi način, kako starši uporabljamo zaslone, se na nek način prenese na otroke. In pogosto govorimo o pravilih rabe zaslonov, ki naj jih vzpostavimo v družini, in naj potem veljajo za vso družino. Lahko staršem predstaviva en konkreten primer, kako to narediti. Se pravi, kako po korakih se lotiti vzpostavitve takih pravil. Kateri bi bil prvi korak in potem naslednji? Najprej me nekaj povedati.
vzpostavljati ta pravila pri 10 letih ali celo kasneje v najstniških je skoraj nemogoče, oziroma zelo težko. Težje, sigurno. Ja, zelo, zelo težko, ker so pač določene navade že ukoreninjene. Zato se to začne v tistem trenutku, ko se otrok prvič sreča z napravo, z zaslonom. Se pravi, ali ne bo to, da gleda svojo prvo risanko na YouTubu, ali da mu date, da nekaj pač riše ali karkoli na zaslonu, ali ne pač neki aplikaciji, takrat se začne. In takrat je treba postavljati pravila. In recimo, eno izmed takih pravil, ki je priporočljivo od zgodnjih let, pa tudi v času najstništva, pa tudi primerno za nas kot odrasle je, da recimo 2 uri pred spanjem ne uporabljamo naprav zasloni, predvsem ne mobilnih telefonov in pa računalnikov. In kako to lahko izvedemo? Preprosto tako, da si pripravimo nek kotiček v stanovanju oziroma v hiši z neko košarico za mobilne telefone in ob recimo 8 uri ali pa ob 7 uri vsi člani družine mobilne telefone odložijo v to košarico, tudi starša, in so v tej košarici do jutra. Zdaj, ko se začne nov dan in se jih vzame. In če bosta starša recimo to delala že pri zelo majhnem otroku, bo otrok dejansko to posvojil in mu bo to nekaj čisto vsakdanji del življenja, da pač mobilne telefone odložimo takrat pa takrat v košaro in jih ne jemljemo v spalnico. Seveda, pri tem konkretnem pravilu marsikdo reče, ja, jaz pa uporabljam mobilni telefon za budilko, da me zbudi. Seveda, ja, to je praktična uporaba, ampak jaz priporočam to uporabo na potovanjih, na službenih poteh, ko ne moreš budilke s sabo vzeti, doma pa dajte si umisliti preprosto budilko, ki lahko je digitalna ali celo mehanska, ki zvoni, digitalna piska, poceni so, niso to drage zadeve in to ne bo v spalnici oziroma v otroški sobi za bojenje. Telefon ne pa počaka recimo v dnevni sobi. Pa je smiselno, da ta pravila tudi zapišemo, recimo to je eno pravilo, zvečer ne bomo po 8 uri ali pa 9, ne vem, uporabljali telefonov. Druga pravila so lahko še, da ne uporabljamo telefonov pri mizi, naprimer, pri jedilni mizi in tako naprej. Je smiselno to strukturirati in zapisati? Sigurno, mogoče malce kasneje, ko otrok že zna brati pa pisati, seveda, v najzgodnejšem času ni smiselno. Ja, da se takrat in recimo sploh, naprimer, ko prejamo mogoče v leta, ko najstniku damo v uporabo svoj telefon, recimo v stalno uporabo, da takrat napišemo neke vrste pogodbo, pa se definira, kako se bo ta telefon uporabljal, kdaj se bo uporabljal, kaj se bo z njim delal, pa tudi konec koncev, če se bo otroku se zgodilo kaj slabega, da se zaveže, da bo o tem takoj povedal staršem. Ali pa če se bo soočil s kakšno zadevo, vsebino, sporočilom, ki ga ne razume ali pa ga je prizadel, da se bo v tem primeru obrnil na starše, da bo povedal. In se to recimo podpiše. Zdaj, tukaj sem rekel, koga dobi telefon v uporabo, se pravi, komu mi dejansko posodimo svoj telefon, ne da mu ga kupimo oziroma podarimo. To je zelo ključna zadeva, predvsem za najstnike. Namreč, če ima otrok sposojen telefon, je telefon vaš in ga v bistvu vedno lahko odvzamete. In tudi otrok bo v bistvu to drugače dojemal, kot če mu vzamete telefon, ki je njegova last, ki ste mu ga podarili, ki ste mu ga kupili. Ali pa si ga je mogoče celo sam kupil, tudi take primere imamo. Ali pa babice, detki. Ali pa babice, detki, tako. V tem primeru mu dejansko vi odvzamete njegovo lastnino, kar pa ima pa drugačne posledice. V bistvu odvzem lastnine ima čustveno hujše posledice, tudi za recimo najstnika, kot pa če mu nekaj vzamete, kar ima v bistvu samo sposojeno. Torej bolje je, da pač telefon ni v njegovi lasti. Tako, in priporočila so tukaj vsaj minimalno do 15-16 leta, da nima. Najbolje bi bilo kaj do polnoletnosti, do 18 leta, kar pa vemo, ni vedno možno. Kaj pa deljenje objav o otrocih? Morda se komu zdi samoumevno, da to ni pametna ideja, pa vendarle vidimo na družbenih omrežjih veliko teh objav, veliko staršev to počne, torej da deli fotografije svojih otrok, morda kakšne podrobnosti o tem, kaj se jim dogaja in podobno. Kaj to otrokom sporoča, kaj jih to nauči?
nič kaj prav zelo pozitivnega za uporabo interneta. O zasebnosti, ne? O Recimo. zasebnosti, o načinu uporabe in podobno. A ne? In pa predvsem pa o spoštovanju pravice do zasebnosti, lastne pravice in pa pravice drugih. A ne? Zdaj, jaz razumem, da je zelo lepo objavljati slike, ne vem, svojih otrok, na katere ste ponosni. Ne? Seveda, to je zelo velika, bom rekel, velika stvar življenja starša. Ne? To, da ima otroke z odraslega človeka, da ima otroke, da ima družino. Ne? In seveda je lahko popolnoma upravičeno na to ponosen. Ne? In seveda zdaj tukaj pa malo trčimo ob to biti ponosen, pa varovati zasebnost, pa varovati pravice otroka. Ne? In tukaj moramo to razdelati. Ne? Če nekdo nekaj objavi na spletu, s tem avtomatsko razkrije neke podatke. Recimo, če starši objavijo sliko otroka, razkrijejo njegov izgled. Videz je v bistvu oseben podatek. Kaj to pomeni? Če nekdo to sliko vidi, bo zelo verjetno na cesti lahko otroka prepoznal. Ali pa kje druge na internetu, na kakšnih drugih slikah. Seveda, to je ena zadeva. In s tem, ko mi vržemo sliko našega otroka v globalni svet interneta, ga v bistvu razkrijemo vsem, ki naletijo na to sliko. Zdaj bo pa kdo rekel, ja, pa se jaz poskrbim, pa objavljam samo tako, da na Instagramu vidijo moji sledilci. Ne? Recimo, vprašanje tako je, ali veš, kdo vse so tvoji sledilci. Se pravi, ali imaš res samo potrjene tiste ljudi, ki jih recimo osebno poznaš. Jaz sem prepričan, da večina nima. Ne? Da ima tudi popolnoma neznane ljudi, bom tako rekel, ljudi, ki so jih nekako spoznali preko družbenih omrežij, niso jih pa spoznali v živo. Poleg tega se je pa treba tudi zavedati, da tudi nekateri naši dobri prijatelji ali pa znanci imajo kakšne temne plati svojega življenja, ki jih mogoče ne poznamo. In tudi ne vemo v bistvu, kaj recimo lahko s tako fotografijo potem počnejo. Najbolj problematične so seveda kakršnekoli fotografije, ki so v smeri golote otroka. Takšnih fotografij dejansko sploh ne bi smeli objavljati. To so slike za domači arhiv na zunanjem disku ali USB ključku, niti ne, da so ves čas na računalniku. Svaj, če govorim o nekih golih slikah, ne vem, dvoletnikov, troletnikov, ki se grejo na plaži. Skratka, to je en vidik, se pravi zasebnost otroka. Drug vidik je pa spoštovanje otroka. To se zdaj malo tako sliši, kaj imamo, pa se starši spoštujemo otroke, a ne pa to. A res? Če neka mama ali oče stalno objavlja vse slike otroka, neprestano na Instagramu, ne da bi ga vprašal, ali se otrok s tem strinja ali ne, ali spoštuje njega kot osebo, jaz mislim, da ne, oziroma da ne dovolj. Da se razumemo. In to je tisto, kar je treba razmišljati. Zakaj si starš jemlje pravico, da objavlja slike svojih otrok in s tem ustvarja digitalni odtis otroka. Otrok, ko bo sam začel objavljati slike, se bo sam odločil, katere slike bo recimo objavil oziroma delil, in bo sam nosil posledice. Tukaj pa z objavo nekih slik, ki se jih tako ali drugače lahko zlorabi, v bistvu otroku jemljamo to pravico in ga izpostavljamo možnosti, da bo zlorabljen, čeprav sam ni popolnoma nič kriv. Ni sam nič naredil takega, da bi bilo zlorabljen. In meni je žal, ker slišim zgodbe od otrok, žalostne zgodbe od otrok v šoli, recimo, ko starši brez vprašanja fotografirajo, pa v redu, to je še nekako sprejemljivo, ampak potem te fotografije delijo s svojimi prijatelji na internetu, ne da bi otroka vprašali, potem jim pa otrok celo reče, da ne želi tega, pa mu odgovorijo nekaj v smislu, ja, jaz sem toliko ponosen nate, zato delim te slike na Instagramu, recimo. Mislim, da je to zelo neodgovorno strani takih staršev, in zasebnost je v tem sodobnem digitalnem svetu zadnja stvar, ki jo še imamo, ampak jo vsi hočejo vzeti. Zakaj? Zato, ker z osebnimi podatki, z našo zasebnostjo se da marsikaj zaslužiti in se da na marsikoga na ta način vplivati. In to, ta velika podjetja to delajo. Zato moramo se vsi, to velja tako za otroke kot odrasle, zadrževati pri tem, kaj objavljamo.
Jaz, recimo, na svojih profilih na družbenih omrežjih imam zelo malo fotografij sebe, imam pa slike narave, imam kakšne slike znamenitosti, ko sem na kakšnih potovanjih in pa take stvari. Slik drugih ljudi pa mislim, da nimam nobene, ker nobenega tudi ne sprašujem, ali lahko slikam in potem lahko objavim, ker preprosto tega ne delam. Zato, ker spoštujem njihovo zasebnost in istočasno pazim na svojo. Se konec koncev tudi s tem, ko se strinjamo s pogoji uporabe nekega omrežja, dovolimo, da se te slike uporabljajo za neke namene, ki pravzaprav ne vemo točno, kam peljejo. Točno tako. Dejansko tisti, ki je šel brati pogoje uporabe, bo videl, da redki, ne? To so zelo redki. Seveda so zelo redki, ker so tudi pogoji namenoma tako napisani, da ali jih težko bereš, jih ne razumeš, pa gromozansko dolgi so, pa veliko je pravne latovščine noter, ki pač more biti zato, da se zaščitijo, ampak obenem pa imajo noter določena določila, ki tebi določene pravice jemljejo, In recimo ravno to, da vem, da konkretno Facebook in tudi Instagram lahko uporabi fotografije, vse fotografije, naprimer za namene oglasov. Se pravi, da v nekih drugih državah, recimo. Ja, kjerkoli, recimo zdaj za kakšne namene ni čisto točno definirano, ampak lahko, kar pomeni, da se lahko vaša slika, ne vem, v Vietnamu pojavi na cestnem plakatu kot ali pa otrokova, končni fazi. Ali pa otrokova, na cestnem plakatu kot reklama za Instagram. Ja. No, saj kljub vsej previdnosti, se otrok v praksi prej ali slej sreča z določenimi tveganji na spletu. Tudi v šoli končni fazi otroci uporabljajo internet in so pri tem niso ves čas pod nadzorom, pogosto, pa pri prijateljih, sorodnikih. Kako otroka opolnomočiti, da bi znal ta tveganja prepoznati in se z njimi spoprijeti? Ja, to ni tako zelo enostavno, ker prva zadeva je treba poznati ta tveganja. Se pravi, se morajo starši zanimati, kaj se otroku dogaja na spletu, se zanimati za kakšno tveganje, ne vem, recimo primer, če šola organizira SafeSea predavanje za starše, vabljeni, da se ga udeležite, ker boste spoznali marsikatero tveganje, ki grozi recimo vašemu otroku. Tako da seveda tudi recimo drugi viri na internetu je polno informacij, tudi recimo na SafeSea spletni strani, pa na drugih spletnih stranih o vseh teh tveganjih. Skratka, fajn je te zadeve malo spremljati, si čas vzeti, malo prebrati zadeve, da vemo, kje smo. Potem pa v bistvu upoštevati nekaj, da predvsem v predšolskem obdobju, pa recimo še prva triada osnovne šole, otrok načeloma ne sme biti sam na internetu, oziroma je zelo odsvetovano, da je sam na internetu, da sam brska, da sam gleda risanke na YouTubu, zaradi tega, ker bo hitro lahko se srečal z neko vsebino, ki mu bo povzročila nek strah, travmo, ker je ne bo razumel. Za njegovo starost je neprimerna, če bi bil, 5 let starejši, bi mu bila smešna ali pa popolnoma nezanimiva. Recimo, če je pa star 5 let, se pa prestraši in to je recimo problem. In v takem primeru je ključno, da starš to takoj opazi, spravi, da vidi, da je otrok v neki stiski, da je neki prestrašen in se z njim o vsebini pogovori. Zato otrok ne sme biti sam. Skratka, ves čas ga je treba spremljati, kaj dela, se z njim pogovarjati in ga ves čas opozarjati, na kaj mora biti previden. Mogoče se sliši to zelo zapleteno, ampak to je popolnoma enak princip, kot ko ste učili otroka hoditi po cesti, recimo v šolo. Sigurno ne boste 5-letnika samega spustili, da ga je hoditi po mestu ali pa ob cesti, ker se bojite, da se mu bo kaj zgodilo. Verjetno, zelo velika verjetnost je, da se mu bo kakšna nezgoda zgodila sicer. Ampak ta verjetnost mislim, da je bistveno manjša kot na internetu. Zakaj? Na cesti so vseeno drugi ljudje, ki bojo otroka videli in ga bojo čuvali in bojo pazili na njega. Vozniki bojo videli majhnega otroka, pa bojo mogoče zavrli malo, pa počasneje pelali, pa bili pozorni na njega, da se ne bo mu kaj zgodilo. Če ne bodo ravno gledali v telefon. Ja, na internetu recimo pa tega ni, tam ni nobenega, ki bi vašega otroka čuval. Tudi vse te platforme, ki vam ponujajo storitve, ne čuvajo vašega otroka, nihče ne bo čuval otroka. Zato je pomembno, da ga počasi uvajate in s tem navajate, na kaj mora biti pozoren, kaj mora paziti, čemu se izogibati in pa, kar je ključno, vzpostavite nek, zaupanja vreden odnos, da vam bo otrok
povedal, ker se bo zaradi tudi kasneje, v najstniških letih, recimo, da vam bo povedal, ko mu nekaj ne bo v redu na internetu. In mu boste lahko potem pravočasno priskočili na pomoč. To je ta pristop. In tudi, če bo skozi tak pristop se ga pač počasi vzgaja za varno rabo interneta, tudi ko bo pri prijatelju, ali pa pri starih starših, ki mogoče tazga nadzora ne bo, bo bolj previden in bo znal potem tudi mogoče se z vami pogovoriti, če se bo tam srečal s čim, kar mu ne bo prijetno ali pa kar mu bo škodovalo. Kako pa sploh pomagaš potem otroku, ko nekaj vidi, kar mu škoduje? Recimo, se spomnim primera, v 1. razredu so deklice gledale, oziroma deklica je doma gledala posnetek punčke na YouTubeu, kako leži na posteli med kačami, in veliko kač okrog nje. In ta deklica je potem o tem razlagala v razredu in ostale deklice so se prestrašile do te mere, da so imele težavo zaspati zvečer, pa niso videle tega posnetka, ampak so samo slišale za to, Tako da to so gotovo velike stiske, ne samo take mimobežne, neprijetne prizori oziroma pač dogodki. Vsekakor, vsaka taka stvar, ki otroka prestraši, lahko je to, da vidi, lahko je skozi pogovor, da mu nekdo pove, pa potem skozi domišljijo si ustvari sliko, ima lahko zelo hude negativne posledice, v bistvu lahko povzroči tudi kakšno travmo, ki ga potem spremlja še dolgo v življenje. Recimo, jaz lahko iz osebne izkušnje povem, jaz sem imel dolg časa nočne more in pa potem tudi kasneje, že v odraslosti težave, zato ker sem gledal, v 2. razredu sem bil in sem popoldne gledal grozljivko Stvor. Ampak črno-belo, tisti, ki poznate, črno-belo, mislim, da iz 50 let. In to pač, ne vem, zakaj se je to predvajalo na delo popoldne, to je za ponoči in to ni za otroke bilo. In jaz sem pač to gledal in nihče se z mano o tem ni pogovoril in meni je bilo res dolgo časa sem imel težave za zaspati, ker me je bilo strah teme, sem potem lučko imel. Problem je bil pa tudi to, da se z mano o tem noben ni pogovoril. In naravno ta pogovor je tisto, se pravi, da starši obrazložijo, kaj je zdaj to bilo, kaj je bil namen tega posnetka, a je bilo to resnično, a je bilo to zdaj garano, a je bilo narisano, in tako dalje. Skratka, da se pogovorijo o vsebini, o travmatični vsebini, seveda na način primeren za starost otroka. Ne bomo se s 5-letnikom pogovarjali na enak način, kot recimo z 12-letnikom ali 13-letnikom. In to je ključno. Seveda, če pa gre za neke hujše stiske, imamo otrok neke hujše stiske za takih zadev, to se dogaja pri pač določenem zelo mehkem deležu, potem pa tudi ne odlašati z iskanjem strokovne pomoči. To je ključno, ker običajno tisto, kar se tebi zgodi v otroštvu, tisto, kar te zaznamuje v otroštvu, ti ostane tudi v odraslosti. In če ti v otroštvu doživljaš neke stiske, ki ti povzročijo travme, te travme potegneš v odraslost in ti potem v odraslem življenju delajo težave, sicer na nekoliko drugačen način kot v otroštvu, ampak si zaznamovan s tem. Zato je ključno, da se v takih zadevah res pogovarjamo. Seveda, treba se je pogovarjati pravič na razumevajoč način, ne smemo obsojati in pa seveda, recimo, če starši ugotovijo, da otrok gleda neko zanga grozno zadevo, da mu zdaj ne spulijo telefon iz rok in kričijo na njega in ga kaznujejo in mu vzamejo telefon in zdaj ne sme več, 14 dni gledati ničesar. Ne, to je napačen pristop, zato ker naslednjič, ko bo se mu kaj takega ponovno zgodilo in verjemite mi, da se mu bo, vam preprosto ne bo več ne povedal, ne pokazal, ampak bo skrival to in bo tišel v sebi in bo pač imel zaradi tega sam težave. Treba je tukaj pristopati razumevajoče, s pojasnili, in pa na nek tak prijazen način, ne kaznovalno. Še to morda, kaj morajo pa starši mlajših otrok vedeti glede videoiger? Tudi tu veljajo vsi ti koncepti, o katerih sva zdaj govorila, ampak morda še kakšen, gotovo še kakšen drug. Ja, definitivno. Z videoigrami je tako. Videoigre so v bistvu zelo obsežno področje. Izredno razvita in bogata industrija, dobički oziroma dohodki in tudi dobički teh podjetij so ogromni. Produkcija je velika, ni pa vse kakovostno. In zdaj, seveda, spet, jaz bi vsekakor do najstniških let odsvetoval videoigre.
ker ne se v tem času telefoni, računalniki, tablice uporabljajo za kakšne kreativne zadeve. Zdaj, neke aplikacije, s katerimi se otrok mogoče nekaj uči, ki mu omogočajo izražanje kreativnosti, recimo za risanje, za učenje, naprimer, ne vem, učenje matematike ali kaj takega, računanja, recimo, ne, tam v predšolskem času ali pa potem v prvi triadi, da se učijo računati. Take stvari so fajn. In da v tem času, ko mu je to na dan na voljo, da se za to porabi. Zdaj, če se seveda otrok začne igrati videoigre, v redu, ampak ne bodo te videoigre primerne njegovi starosti. Če si igre naložite recimo iz trgovine Google Play ali pa iz App Store, imajo oznake, starostne oznake, to so tiste številke, in ne otroku dati oziroma dovolite igrati videoigre na telefonu, ki ima oznako 18. Zakaj ne? Zato, ker to je videoigre za odrasle, ne za otroke. Ne? In noto so pač vsebine, je lahko spolnost, nasilje, pornografija, take stvari so lahko v igrah. Ne bojo to igre primerne za njegovo starost. Pa seveda ta čas ne bo omejen v skladu s priporočili, koliko se teh naprav zaslonjene na dan uporablja, in to naj bo tudi samo en delček življenja. Če že igra igre, ne igra, ne vem, 10 minut, 20 minut, pa potem ne se gre pa žogati, ne gre, ne vem, kolo voziti ali kaj podobnega. Ne. Se pravi, uravnotežiti je pomembno ta čas. Tako. Je pa tudi tako, pri videoigrah moramo se zavedati, da videoigre imajo pozitivne in pa negativne učinke na otroke, ne? Če govorimo recimo predšolske ali pa prva triada. Zdaj, pozitivni sigurno so razvoj refleksov pa mišljenja. Ne? Te igre to spodbujajo. Ampak po drugi strani so pa igre dostikrat narejene na način, da zelo pritegnejo in s tem lahko zasvojijo. In zdaj, če otrok preveč videoiger igra, potem boste imeli težave, če mu boste hoteli telefon oziroma napravo odvzeti, da bi počel kaj drugega. Zato mora biti to zelo, zelo dozirano, pač te kratke čase, pa da mu je to samo ena izmed aktivnosti. Pa še eno zadevo je treba opozoriti, uporaba naprav zaslonov, in pri videoigrah je to zelo izrazito, ker ti dejansko ves čas gledaš v zaslon, ker je tam dogajanje na kratki razdalji, vse to povzroča lahko kratkovidnost. Spravi, da se otroku oko ne bo normalno razvilo in ne bo videl nadaljavo in bo mogel nositi očala, oziroma ali kontaktne leče. Skratka, ta vidik je treba tudi upoštevati, ker ravno v tem otroškem obdobju se oko še razvija, in če je oko veliko časa skoncentrirano na eno razdaljo, se bo temu prilagodilo in posledica je, da pač nadaljavo ne bo ostrega oziroma dobrega vida. Tako da je treba tudi to vzeti, bom rekel, v tehtanje, ampak kot rečeno, nič ne zamuja, če teh naprav ne uporablja, oziroma če tudi videoiger ne bo igral do najstniških let. Če torej skleneva, naj bodo otrokova prva leta življenja brez zaslonov, potem pa jih počasi in postopoma uvajajmo v digitalno okolje, da bodo zrasli v ustrezno opremljene in opolnomočene odrasle. Hvala za ta pogovor. Hvala za vabilo.